Dober dan, lepo pozdravljeni na novinarski konferenci Tenis Slovenije, spoštovani gostje, cenjeni novinarji in seveda tudi vsi tisti, ki ste se nam pridružili preko Facebook prenosa. V teh olimpijskih dneh, ko praktično vsak dan iz dežele vzhajajočega sonca dobimo izjemne novice, dovolite, da vam eno krasno sporočimo tudi iz pisarne Tenis Slovenije. Namreč turnir serije VTA, ki ga, kot veste, v Portorožu organiziramo med 13. in 19. septembrom, bo serije 250, torej še močnejši, kot je bilo sprva pričakovano in sprva mišljeno. Zdaj, glede na to, da verjetno ne rabim posebej poudarjati, koliko truda stoji za tem, naj vam povem samo eno številko, ki bo morda vam še bolj osvetlila, kako pomemben dosežek to je za Slovenijo, in sicer na svetu je letno samo 30 takšnih turnirjev oziroma tam nekje okrog 30. Torej, to pomeni, da smo lahko resnično ponosni in veseli, da v Portorož in torej Slovenijo znova peljemo turnir serije VTA 250. Naj spomnimo, Portorož je že gostil ženski turnir med leti 2005 in 2010. V teh 6 letih je kar dvakrat v finalu nastopila slovenska tekmovalka, to je bila Katarina Srebotnik. In jaz mislim, da po tem koronskem letu, ko je odpadlo vse, kar je lahko odpadlo, bi bil tole zdaj izjemen čas za to, da znova do finala in potem tudi do naslova pospremimo eno od slovenskih tekmovalk. Jaz verjamem, da se bodo vsi moji sogovorniki danes strinjali s tem, tako da najbolje, da jih kar pozdravimo. Z nami so magister David Kastelic, predsednik uprave Zavarovalnice Sava in predsednik turnirja. Dober dan. Dober dan tudi piranskemu županu Dženiju Zatkoviču z nami. Pozdrav na Obalo. Dober dan. In direktor Tenis Slovenije, prav tako direktor turnirja Gregor Krušič. Dober dan. Zdravo, Nuša. Seveda ne smemo pozabiti niti na naši dve izjemni teniški tekmovalki, z nami sta Tamara Zidanšek in Kaja Juvan. Dober dan obema. Zdravo, živjo. Ostale teniške igralke, naj ob tem povem, so se uvidno opravičile, ker zaradi turnirskih obveznosti ne morejo prisostvovati na današnji novinarski konferenci. Zdaj pa najbolje, da kar začnemo z magistrem Kastelicem. Gospod Kastelic, a se spomnite, kako je bilo, ko so vam prvič predstavili to idejo o organizaciji turnirja v Portorožu? Lep pozdrav spaj. Ja, se spomnim kar malo utopično. Zdaj, vsi turniri, ki jih so spektakl sami po sebi in ko smo bili organizirali 125, je bilo že kar tako malo, super, evo, bo uspelo. Koliko smo razmišljali, da bi lahko šli še enkrat višje, evo, jaz moram priznati, da smo bili na trg dan, jaz sem Gregorja pregnjal, preživiciral in tejo tudi, tako da ne je zažal, da sem mi nocem menjavo bo in evo, ki sem pozaziril, da bo. Verjamem, Nuša, da je to en vrhunski dogodek in sem siguren, da je to veselje, pa tudi strani odgovorni izziv, zanimivo, velika. Res je. Morda še kaj takšen turnir pomeni tudi za vaše podjetje, Zavarovalnica Sava, za vaše zaposlene, verjetno jih to kar lepo povezuje, seveda tudi za tenis nasploh in Slovenijo. Kaj bi rekli? Zdaj, da sponzorja je najbolj pomembno, da se sponzorju pač povrne. Moram priznati, da vse, kar se dogaja s Teniško zvezo, je za nas vrhunsko in odlično. Tudi ta turnir bo možnost za neko dodatno promocijo. Tudi mi že načrtujemo neke aktivnosti, ki so tam dogajale. Ideja, da je vendar na prvem mestu šport. Jaz mislim, da moramo dati vsi skupaj maksimum. Naša želja je, da je postala 250, kar pri nas pravzaprav tradicionalno, ne da to nekaj enkraten dogodek, ki smo ga dobili sigurno, zato ker smo se izkazali v vseh minulih letih kot odličen organizator, ampak razumljivo, da si želimo, da bi to bilo večkrat v Sloveniji, daj Bog, da postane tradicionalno.
In to je prvo mesto. Vsak sponzor bo razumljivo, to je izkustvo po svoje, ampak najprej šport in tenis. Odlično, najlepša hvala, gospod Kastelic. Gremo zdaj še na slovensko obalo, kjer je torej, kot rečeno, z nami župan Dženjo Zatkovič. Gospod Zatkovič, če se prav spomnim, ste vi tudi velik ljubitelj tenisa in mislim, da se še kako dobro spomnite tudi tistih prvih turnirjev v Portorožu, drži? Res je, sem velik fan, tudi aktiven, bom rekel, teniško. Moram reči, da sem zelo zadovoljen, da se VTA turnir vrača v Portorož. Portorož, bom rekel, je teniška sredina, je teniško mesto, imamo najbolj primerno infrastrukturo za tovrstne turnirje. Rad bi se zahvalil tako gospodu Davidu Kastelicu kot predsedniku VTA turnirja. Počaščen sem, da lahko delam z Gregorjem Krušičem in njegovo ekipo, res zelo dobro, zelo na visokem nivoju in pa, bom rekel, zelo profesionalno. Tak teniški turnir sodi v Portorož, za nas kot turistično destinacijo, ki želi biti atraktivna, je to zelo pomembno. Mislim, da imamo dobre možnosti, da to zadevo še nadgradimo, verjamem, da s to ekipo lahko to naredimo. Zraven imamo tudi teniško združenje Portorož, gospod Aleksander Valentin kot direktor je zelo promptno odreagiral, zelo zraven in pač pomembno nam je, turnir zgledno, pomeni, kot pravim, tu smo že gostili eminentna teniškega sveta in sem v bistvu zelo zadovoljen, da bomo v bodočnosti tudi in še bolj, bom rekel, pripravljeni na tovrstne dogodke, tako da, glejte, vsa čast. Ne smem izgubiti priložnosti, ker bi se rad zahvalil res puncem, ki so na turnirju, še posebej Tamari Zideršek, ki je sploh, bom rekel, s Parizom, s četrtfinalom v Parizu dosegla res zelo lep uspeh, zelo odmevno. Sploh za turnir v Lozani bi se ji rad zahvalil, ker smo, bom rekel, vsi nekako zraven, zelo emocionalno navijali in verite, punce, da nam to ogromno pomeni in cenimo in spoštujemo vaše delo. Toliko iz Pirana. Hvala lepa, gospod župan. Mimogrede ste odgovorili tudi že na moje drugo vprašanje, tako da hvala za enkrat in srečno na obalo. Zdaj, z mojim naslednjim gostom, kaj ne rečem, pač bonton pravi, da vkolikor je med sogovorniki očitna povezava, da lahko opustimo vikanje in se pač poslužujemo tikanja in glede na to, da z naslednjim govorcem sva prvi jutranji pogled, bom rekla, Gregor, kako lahko kot direktor Tenis Slovenije in tudi direktor turnirja poveš kaj več o tem, kako ste se seveda z ekipo spogledovali najprej z idejo o tem, da bi imeli ženski VTA turnir in potem kako je prišlo do realizacije? Ja, Nuša, hvala za vprašanje. Rezultati dela očitno govorijo, da nismo sedeli križem roki, ne samo izvajali odličen servis našim članom in klubom Tenis Slovenija, ampak tudi spremljali dogajanje na mednarodnem parketu. Zato smo letos že lahko organizirali 3 $25,000 turnirje na Otočcu in Velenje, naslednje leto jih kanimo ali pa planiramo 10. In tako prišli do informacij in ljudi, ki so nam pomagali, da smo lahko seveda z izjemno trdim delom, zagnanostjo in višjimi cilji pripeljali do te točke, da lahko v Sloveniji ponovno organiziramo turnir, kot si že dejala, jih bo letos samo 30. Prejeli smo razna vabila za odkup licenc, soorganizacije in podobne kombinacije, če temu tako rečemo, ampak smo se odločili za svojo pot, to pa je, da smo, tako kot že prej rečeno, z res zelo veliko truda in enega profesionalnega pristopa dokazali, da so nam verjetno edinemu dodelili VTA turnir po imenu Zavarovalnice Sava Portorož, pri katerem ne potrebujemo plačati kotizacije in da smo že deležni tudi določene finančne pomoči. To pač roko na srce je bilo ključnega pomena ali momenta, da smo lahko seveda naredili ta preskok. Tudi dolg časa čakali na to, zvedeli šele včeraj in evo, danes se že lahko pogovarjamo uradno o tem, da bo to 250. Zato bi se res rad za tole trdo leto dni dela, res rad iskreno zahvalil sodelavcem v pisarni, na tem mestu še posebej Ani Vrek in pa generalnemu sponzorju Zavarovalnici Sava Davidu, da je verjel v nas in v bistvu zelo tudi primaknil seveda obstoječi sponzorski pogodbi dodatna sredstva, da lahko našim puncam omogočimo en tak zelo pomemben turnir. Seveda ne nazadnje tudi županu, gospodu Zatkoviču, županu Pirana
In pa ne smemo pozabiti dva glavna akterja, katerima vsi odgovarjamo, to sta gospod Andrej Slapar, predsednik Tenis Slovenije in podpredsednik Miran Krašec. Tako da hvala lepa vsem, zelo smo veseli, da bomo to lahko organizirali. Organizacija oziroma sama logistika poteka že dlje časa, vse to pa izključno in samo z enim motivom, za dekleta, za naša dekleta. Tako da Tamara, Kaja, najlepša hvala, da danes sodelujete in da jo bomo lahko gledali in vse ostale naše punce septembra v Portorožu. Gregor, je pa res, da še vedno nad nami visi ta covidna situacija, ne? Si predstavljam, da je pripravljenih več scenarijev, kaj se lahko septembra vse zgodi. Vsi se tega malo bojimo, res je, oziroma upamo, da bo ostala trenutna situacija PCT. To pomeni, da bi pač morali čisto vse gledalce, se pravi, bi morali zagotoviti gledalci, da opravijo, se pravi, enega izmed teh treh pogojev. Naslednji korak je pač vse možne restrikcije, ki se nam pač lahko zgodijo, ki jih niti ne bi našteval. Seveda smo pripravljeni pa tudi na najhujše, to je popolno zaprtje v bistvu države. V tem primeru moramo vedeti, da smo od strani ministrstva pridobili soglasje. To je bila ena izmed teh stvari, ki je bil pravi mali čudež, ker se pač za to potrebno aplicirati za leto dni vnaprej. Pridobili soglasje, se pravi Ministrstva za izobraževanje, šolstvo in šport, da smo velika mednarodna prireditev, to pa pomeni, da bi mogla biti dejansko apokalipsa, da ne bi smeli organizirati tega dogodka. Tako da verjamemo, da v najslabšem primeru bomo v tako imenovanem bublu in dogodek potem spremljali preko televizijskih kanalov. Zdaj, sprva je bilo mišljeno, ne, da bo torej v Portorožu 125 tisoč dolarski turnir, zdaj smo torej slišali, da bo 250. Kaj to pomeni, katere igralke lahko pričakujemo, verjetno tudi višje uvrščene na lestvici VTA, pa tudi, kar verjamem, da moje novinarske kolege še posebej zanima, katere slovenske igralke so že potrdile udeležbo na turnirju. Ja, zdaj dejstvo je, da v bistvu nekih potrjenih v bistvu imen še zagotovo nimamo, razen pač verjamem, da Tamara in Kaja, ki danes sodelujete v bistvu z nami, ampak hočem povedati, da se pravi prijave kot take odprejo 6 tednov pred, to je 2.8., ko se bojo pač tekmovalke kot take lahko začele prijavljati na samo tekmovanje. 4 tedne prej bomo vedeli, kje so dokončno v bistvu nastopajoča imena, do takrat pa zagotovo izvajamo določene pogovore, imamo, tako kot prej omenjeno, določene povezave in tako naprej, da jih pač si želimo določene imena v bistvu tudi privabiti, ampak dejstvo je, da baziramo ali pa organiziramo to za naše tekmovalke, želimo si čim višje uvrstitve Slovenk in v končni fazi ne bomo razočarani, če ne bo top 10 igralk na samem turnirju. Kot pa malo slišimo in kot se govori, v bistvu istočasno je Luksemburg, ravno tako na trdi podlagi, ampak sama infrastruktura se tudi slučajno, to pa tudi ne samo subjektivno, ampak objektivno mnenje govori, da ne more primerjati s samim Portorožem in z tega razloga, kot slišimo eko strani igralk in njihovih trenerjev, menedžerjev, se bojo zagotovo raje nagibale na lepšo infrastrukturo, prijetnejše okolje in tako naprej in zato pričakujemo tudi top 20 igralke. Če rečeva še o spremljevalnem programu, torej kaj si lahko poleg tenisa še obetamo v Portorožu? Ja, trenutne restrikcije, oziroma upoštevati bomo mogli pač trenutne restrikcije, zagotovo pa planiramo in že imamo rezervirane v bistvu vsak dan od 10. septembra naprej razne korporativne dogodke, sponzorske aktivacije in spremljevalni program, ki bo pa seveda zelo odvisen od tistega časa. Seveda si želimo čim večjega dogajanja, ampak tukaj bomo mogli biti previdni in upoštevati takratna pravila oziroma, kot rečeno, restrikcije. Najlepša hvala. Zdaj pa morda vključimo še naši torej 2 izjemni teniški igralki, starejši imajo prednost, tako da Tamara, izjemen del sezone je za vami, na lestvici VTA ste tako visoko kot še nikoli. Kako bi vi s svojimi besedami opisali začetek sezone oziroma ta del sezone do zdaj? Tamara, se slišiva? Tamara? Zdi se mi, da je slika malce zmrznila, bomo še malo počakali, če nam uspe te tehnične težave rešiti, sicer pa bomo začeli s Kajo in se potem vrnili k Tamari. Tamara?
Ne, zaenkrat je slika še vedno zmrznjena, tako da gremo h Kaji Juvan v Beograd. Kaja, pozdravljena. Mi smo še vedno seveda pod vtisom wimbledonskega nastopa. Vi sicer vedno opozarjate, da je treba gledati naprej. Pa vseeno, kako pomemben je bil ta del sezone za vas? Jaz sem imela precej zanimiv prvi del sezone. Pač šla sem čez veliko vzponov in padcev, ampak se mi zdi, da zdaj je tisto, kar bom nekako rekla, se zares spoznava s tem življenjem na turu. Zdaj tisti čas, ko hodim iz turnirja na turnir, v bistvu poskušam dobivati čim več tekem in sem za to priložnost, da v bistvu je to tisto leto, ko upam, da mi bo uspelo nekako spoznati tur, mogoče pa še narediti eno stopničko višje. Odlično. V Portorožu bo torej za vas domač turnir, domače občinstvo, domača tla. Premladi ste sicer, da bi se spomnili tistih iz let, ko so torej slovenske tekmovalke že nastopale v Portorožu. Pa vendarle, česa se vi najbolj veselite na domačih tleh? Ja, v bistvu jaz poznam precej že samo dogajanje v Portorožu. Nekako vsako leto sem se znašla na pač vsem na teh turnirjih moški, ki so igrali. Vsako leto sem šla gledat, sem uživala v vzdušju, v tenisu. Igrala sem tudi turnirje, ko sem bila mlajša na isti lokaciji, tako da že od v bistvu, ne vem, odkar sem 10 let, vedno grem v Portorož in vedno imam dobre izkušnje. Tako da se definitivno zelo veselim, še posebej pa, da v bistvu je en tak turnir prišel nazaj v Slovenijo in mislim, da je to en zelo lep korak za slovenski tenis na splošno. Odlično. Morda še se kaj pogovarjate s soigralkami, kaj že vedo o portoroškem turnirju, se nameravajo udeležiti? Glede na to, da je prišel koledar, mislim, da ena leva nazaj ven, sploh da bo v Portorož, mislim, da sploh še niso vedele, ampak kadarkoli sem se pogovarjala s komorkoli, ki je mogoče prišel kot trener v Portorož ali pa kot igralec ali pa kot punca igralka, se mi zdi, da so vedno imajo lepe spomine, lepe izkušnje s tem, tako da sem sigurna, da vsi, ki poznajo Portorož ali pa približno vejo, kako izgleda, bojo se potrudili, da pridejo. Odlično. Najlepša hvala, Kaja. Poskusimo zdaj še enkrat s Tamaro. Tamara, se slišiva? Ja, slišimo, se pravim, jih težav. Odlično. Tamara, torej, kot rečeno, prišli ste do najvišje uvrstitve na lestvici VTA, za vami je izjemen del sezone. Kako bi ga vi opisali z vašimi besedami? Ja, v bistvu treniraš za to, da prideš čim celo življenje in mi je pač res veliko ampak se vse zelo hitro odvija in je malo težko dojeti, kaj se dogaja. V bistvu živim iz dneva v dan tako kot enim letom in pač da se to potrjuje zaradi in pač da sam še večji zagon za naprej. Odlično. Zdaj prihaja torej domači turnir. A se vi še spomnite, kako je bilo igrati doma? Mislim, res dolgo že nisem igrala. Nazadnje je bil ta Mima Cup, ampak ni bil uraden turnir. Sploh se ne spomnim, kdaj sem na uradnem turnirju, mogoče celo na Razen Open v Mariboru. Tako da res hvala vsem, da ste trudili, zato ker vem, kako je to po Italiji, pa imajo res ogromno teh nižjih turnirjev tudi. Pa po drugih takih malo večjih nacijah pa je igralkam. Enostavno v domačem okolju se boljše počuti. Imaš iz tribun upal letos, no, in je nek poseben igrati na domačih tleh, no. Ja, mislim, mi bomo vsekakor z vami, če ne na tribuni, če bo slučajno COVID restrikcije takšne, da ne bomo mogli biti tam, bomo seveda navijali vsak iz svojih domov. Morda vas vprašam tako kot Kajo še to, boste s soigralkami še kaj govorili o portoroškem turnirju in boste povabili k nam?
Ja, tako je rekla, se nisem glih kaj preveč pogovarjala, v bistvu smo edino mi vedeli turnir v Portorožu, ampak recimo je bil ATP Umag, ne, in sem videla, sem bila v tistem kavu tam in je bil en igralec, Chen, sem ga videla tam, tako da je proš, mislim, da da vedeti, da igralci poznajo že iz ATP-ča in da jim je zelo všeč ta destinacija, tako da mislim, da se bo kar nekaj igralk odločilo. Ja, Portorož res ima en poseben čar. Hvala lepa, Tamara, tudi vam za čas in udeležbo na tej novinarski konferenci. Morda še zaključna sporočila, če znova se vrnemo k Davidu Kastelicu. Kakšno lepo misel, kakšno sporočilo, kaj pričakujete od portoroškega turnirja? Se v bistvu ni več veliko besed za povedati. Dejstvo je, da priložnost, ki smo jo dobili, jo moramo izkoristiti in jo bomo izkoristili. Vsi turnirji so bili in kot rečeno, to je zahvala za vse minulo delo garanje teniške zveze, je pa to priložnost in izziv. In nam je sigurno cilj in želja, da to ni enkraten dogodek. Čaka nas veliko dela, ampak vem, da bo 13.9. vse top narejeno. To so enostavno neke želje, neki cilji in to bomo sigurno vsi skupaj naredili. Odlično. Torej, da to ni enkraten dogodek, to je res lepo slišati in seveda, da se vsi skupaj veselimo portoroškega turnirja. Gospod župan, Genio Zatkovič, morda še vaše zadnje besede? Se slišiva, gospod župan? Imate kakšno lepo misel za zaključek? Da, se pravi, treba je izkoristiti moment, tu gre za promocijski moment naše turistične destinacije, kot sem že rekel. Fajn bi bilo, da v bodoče ta turnir nadgradimo mogoče še s kakšnimi glasbenimi dogodki, po vzoru, bom rekel, Umaga, ki zelo uspeva že vsa ta leta in moram reči, da so njihove uspešne prakse dober zgled tudi za nas in mislim, da z ekipo Gregorja Krušiča in pa, bom rekel, z gospodom Davidom Kastelicom, kot, bom rekel, podpornikom, sploh ne dvomim, da nam bo to v bodoče tudi uspevalo. Še enkrat hvala vsem puncam, ki se bodo turnirja udeležile in hvala vsem, ki ste v bistvu v tem organizacijskem smislu, verjamem, naredili maksimum. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Gregor, če povzamemo, kaj torej takšen turnir pomeni za slovenski tenis? Mislim, za slovenski tenis zagotovo ena izjemna odskočna deska za en odličen performans v bistvu našega lepega belega športa in pa predstavitev naših deklet na domačih tleh, katere si jih vsi blazno želimo gledati v živo, se pravi v njihovi akciji, se pravi v akciji na samem terenu igrišču. Tako da moji edini želji sta dve. Eno iz drugega vprašanja izvirajoč, se pravi, da bomo lahko v živo na 4 oči oziroma neposredne bližine spremljali naše šampionke, tekmovalke. Občasno jih lahko osebno vidim samo v tujini in to je res eno izjemno doživetje. In pa drugo, se pravi, eno, da jih bomo lahko gledali in drugo, da se bojo udeležili v čim večjem številu. Mi si želimo, da bi prišle vse. Tako da, Tamara in Kaja, hvala lepa še enkrat za vaš današnji čas in se vidimo kmalu v Portorožu. Hvala lepa, Gregor. No, naj povem še, da bomo turnir VTA Zavarovalnica Sava Portorož podprli tudi z močno in zelo pomenljivo komunikacijsko kampanjo, kjer bomo v ospredje postavili žensko, torej naše najboljše teniške igralke kot ženske in jih tudi opisali z besedami, ki res odražajo tisto, kar zares jih definira kot ženske. In to je njihov značaj, ne zunanjost, ker menimo, da se vse prepogosto ženske opisuje s pridevniki, kot so lepa, privlačna, postavna in tako naprej, ampak ti pridevniki seveda ne definirajo žensk kot takih, definira jih njihov značaj. Zato smo najboljše slovenske teniške igralke, torej Tamaro Zidanšek, pa Polono Hercog, Kajo Juvan, Dalilo Jakupovič, Andrejo Klepač in Katarino Srebotnik postavili ob bok besed, kot so spoštovanje, moč, pogum, čast, uspeh, strast in ponos.
To so namreč tiste besede, ki jih najbolje opišejo in bodo tudi pomagale pri borbi za naslov in za zmago, torej na turnirju VTA Zavarovalnica Sava Portorož. Spoštovani novinarji, če je še kakšno vprašanje ostalo neizrečeno, zdaj je čas, prosim, z besedo na dan. Imamo kakšna novinarska vprašanja? Jaz bi imel, če lahko. Ja, kar. Izvolite. Mene zanima me, v bistvu, koliko stane kompleten turnir. Vemo, da je kakšen je nagradni sklad in to naprej, ampak kakšen je okvirni strošek celotnega turnirja? Hvala. Ne vem, kdo bo to, direktor ali pa gospod Kastelic. Najverjetneje kar direktor, Gregor. Puščam direktorju. Ja. Juri, pozdravljam, predvidevam po glasu, da si to ti. Glejte, jaz bi malo poenostavil zadeve, da bo vsem pač malo lažje razumeti, kar se budžetov tiče v bistvu tekmovanj. Tekmovanja kot taka v bistvu lahko, če malo posplošimo, ampak nismo daleč od resnice, pomnožimo v bistvu, se pravi, nagradni sklad krat 2, krat 3 in podobno. To je neka realna vrednost tovrstnih tekmovanj, se pravi samega budžeta, kot sam sprašuješ. Mi smo ta budžet zelo razpolovili, na eni strani zaradi tega, ker pač samo tekmovanje organizira zelo majhna ekipa, na prvi strani in na drugi strani v bistvu, ker se pač od nekdaj že zelo racionalno obnašamo in mislimo, da to tudi zelo znamo. Tako da, in na tretji točki, kot sem že omenil v svojem, se pravi, prej odgovoru na vprašanje, smo bili s strani VTA deležni, se pravi, oprostila plačila kotizacije, ki je nekaj 100.000 evrov drugače, in pa tudi finančno so nam zelo pristopili na pomoč. Zdaj detajlov niti ne smem razkrivati, ampak zelo pomeni kar konkretno. Tako da se v bistvu prejšnja številka kar močno v bistvu zmanjša. Zdaj, bolj konkreten ne bi želel biti, pa upam, da sem bil dovolj nazoren, da se lahko iz tega ven izračuna, kje približno se gibljemo. Hvala lepa. Še eno vprašanje bi imel, če lahko. Glede slovenskih igralk, bodo verjetno za kvalifikacije wildcard tudi posebno povabila tudi za te mlajše oziroma te, ki se zdaj trudijo na turnirjih nižjega ranga v tujini in doma, ki so igrali na 25-krat, imate že kakšne konkretne imena, pa tudi posebno povabila recimo za glavni turnir? Konkretnih imen še nimamo, ker smo se res zelo intenzivno ukvarjali z samo pridobitvijo možnosti organizacij. Kot rečeno, verjamem, da smo edini, ki smo pač lahko pod takimi pogoji to lahko ali pa bomo lahko to organizirali, in to je res potegnilo za sabo kar nemalo ur, zato nismo, se pravi, se s tem še v detajlu se pravi ukvarjali. Gledam pa v sam rulebook v bistvu, v smislu števila samih wildcard, in žal je zelo nizko, zelo majhno za glavni turnir. Imamo na razpolago samo 2 wildcardi kot organizator in pa za kvalifikacije samo 4 in pa za dvojce 1. Tako da te wildcarte, kar se samih wildcard tiče, se bomo v zelo kratkem usedali z vodstvom in se odločili, kakšno število le-teh ima na razpolago selektor Andrej Krašovec. Tako da jaz verjamem, da bo v naslednjem tednu imel številke pri sebi, na podlagi tega lahko v naslednjih tednih odločal, katero izmed mladih tekmovalk bo to dobila. Moramo mogoče še to vzeti v zakup, ne samo mlade, mogoče tudi kakšne izmed starejših želenih sodelovanja na turnirju. Ne vem, ne želim se spuščati v delo selektorja, ampak ne vemo točno še kje, ne vemo točno, katere tekmovalke bojo noter, kakšni bojo interesi, želje, razgovori selektorja, tako da tukaj, kar se glavnega turnirja, razen, se pravi, Tamare Polone in Kaje, bojo ostale verjetno v kvalifikacijah, potem pa se bojo pač te zadeve dogovarjale. Še eno čisto kratko bi imel, samo z ja, pa ne bi prosil odgovor. A pride Katarina Srebotnik? Ja.
Odlično, hvala lepa še. Če dovolite, vsem bi poleg Jaja še dodal, da je bila Katarina izjemno vesela informacija, da se v Portorož vrača turnir. Tudi mene osebno je zelo in s celo ekipo presenetila, kar se tega tiče, zelo naklonjena in tudi, kar se današnje novinarske tiče, se je res prva iskreno opravičila, da ne more sodelovati, ampak rekla je pridem, rekla je igram z največjim veseljem in verjamemo, da bo pri tem tudi ostala. Ja, Katarina ima s Portorožem neporavnane račune v finalu, tako da verjamem, da se veseli te priložnosti. Še kakšno drugo novinarsko vprašanje? Kar pogumno. Going once, going twice, sold. Torej, ni več novinarskih vprašanj. Seveda, vkolikor vas še karkoli zanima, je pisarna Tenis Slovenije ves čas na razpolago za dodatne informacije. Zaenkrat pa najlepša hvala za vaš obisk in prisostvovanje na tej novinarski konferenci. Naj še enkrat ponovim, torej ob izdatnem trudu smo ponosni, da lahko povemo, da bo v Portorožu med 13. in 19. septembrom VTA 250, kar pomeni, da stopamo korak dlje na stopnico višje, kar smo si seveda ves čas želeli. Prenos turnirja bo na športklubu, Eurošportu in tudi po možnosti v 200 državah sveta, kjer se bodo seveda za ta prenos odločili, takšne možnosti pa imajo. Še enkrat hvala lepa vsem, za informacije smo na voljo, lep preostanek dneva vam želim, nasvidenje. Hvala lepa. Nuša, hvala lepa. Hvala lepa gostom. Hvala.